Dobrodošli v novem videu. Li smo dobili CPI Inflation Report dobre pol urce nazaj in tako da bom v tem videu v bistvu reportu, kakšni so rezultati. Moram reči, da so kar zanimivi. Tako da ja, v tem videu bomo šli malo čez ta report in pa v bistvu kaj lahko pričakujemo zdaj za naprej, kar se tiče stock marketa in ostalih assetov. No, in CPI je prišel točno tako, kot je expected. Kar je dosti surprising zame, ker ne vem, kdaj je bilo nazadnje, ko so ekonomisti dejansko zadeli expectationse. Ampak ja, danes so jih. Drugače, če ne veste, čisto na hitrco, če slučajno še kdo ne ve, CPI je v bistvu samo report, ki meri inflacijo, torej meri spremembo v cenah in sicer na one month basisu, se pravi v enem mesecu in pa v enem letu. Torej, se pravi, koliko so cene dražje, kakor en mesec nazaj. Ta report je bil sicer za december, torej koliko so bile cene dražje v decembru, kakor novembra, in pa koliko so bile cene dražje, kakor eno leto nazaj. Se pravi, ta december, ki je bil zdaj, proti decembru leta 2021. In sicer, kakor sem rekel, ekonomisti so čisto zadeli expectationse. Če ste gledali včeraj video, veste, kaj so to. Če pa slučajno niste, month over month CPI je prišel na minus 0,1. Se pravi, dobili smo deflation, torej cene so bile cenejše decembra, kakor novembra. Core inflation, ki meri inflacijo brez goriva in pa brez hrane, zato ker te dve skupini cen sta zelo volatile, torej se veliko premikata iz meseca v mesec, je prišel na 0,3, isto kot expected, in pa year over year CPI je prišel na 6,5% in core year over year na 5,7%. No, glede na to, da smo dobili, kar je bilo expected, se mi je zdel kar zanimiv reaction v marketu. S&P je bil takoj po novicah približen 1% down, kar je dosti zanimivo. Zgleda so investorji pričakovali še večji beat, še večji deflation. Meni se zdi drugače ta report ful dober, minus 0,1% je pač zelo dober pokazatelj, da smo v ta pravem trendu in da inflacija pada v bistvu še hitrejš, kot je Fed pričakoval. Zdaj, največji drop, kar se tiče deleža CPI-ja, je predstavljal gas, torej gorivo, ki je bilo zdaj decembra v bistvu cenejše, kot eno leto nazaj. Bi pa rad tukaj omenil še shelter inflation. To je v bistvu inflacija, kar se tiče housinga, se pravi za rente oziroma najemnine, ki je bil up 0,8% month over month in 7,5% year over year. Se pravi, tukaj še vedno vidimo veliko inflacije in housing inflation predstavlja polovico core CPI-ja. In meni se v bistvu zdi to dobra stvar, da je to še vedno up, zato ker mi v bistvu vemo, da cene pri najemninah so se začele spuščati že, ne vem koliko, že skoraj pol leta nazaj. No in basically Fed uporablja za CPI v bistvu nekaj, čemer se reče owner's equivalent rent. In ta indikator ponavadi lega tam okoli 6 mesecev, tako da najverjetneje bi mogli zdaj v kratkem dobivati manjše reporte inflacije v housingu, kar pomeni, da bi lahko inflacija še hitreje padala v naslednjih reportih, oziroma da bo vsaj ta housing inflacija še hitreje padala. In zato je bil tudi core inflation toliko visok, toliko višji, kot ta prava inflacija. Se pravi, core inflation je bil 0,3 proti minus 0,1 in to je zaradi tega, ker housing inflation v bistvu predstavlja 1/3 core inflationa. Zdaj, če si pogledamo malo, kako je market reagiral, kot sem prej rekel, S&P je takoj po novicah padel okoli 1%, ampak se je pol v bistvu dosti korektil. Zdaj je pre-market približno flat. Ne vem točno, kako bo, ko bo šel ta video up, ampak ja. Zdaj je zanimiv bond market, se pravi 10-year bondsi so padali za skoraj 0,1%, kar je v bistvu dober pokazatelj, kaj si bond market misli, da Fed mogoče malo prehiter kata rejse. Ta inflation report je po mojem mnenju dosti zagotovil, da bo naslednjemu Federal Reserve meetingu, ki bo 1. februarja, najverjetneje 0,25% rate hike. Tudi če si pogledamo klele ta rate hike monitor tool, no vidimo, da je malo več kot 30% šanse, da v bistvu dobimo nič, da ne dobimo rate hike, torej da dobimo nek pause.
Meni se zdi to še vedno dosti unlikely, najverjetneje bomo dobili 0,25, ampak ja, to je v bistvu kar dobro za market, po mojem mnenju. Danes je tudi en Federal Reserve member Patrick Harker povedal, da čeprav more Federal Reserve oziroma centralna banka, da morajo paziti na interest rate, lahko to v bistvu dosti delajo bolj počasi, kakor so to lahko delali v preteklosti. In to z drugimi besedami v bistvu pomeni, da on pričakuje, da se bojo Federal Reserve umiril pri v bistvu višanju teh obrestnih mer. Tako da povedal je pol še, da pričakuje, da bojo samo še parkrat rezali rate in sicer, da se njemu zdijo od zdaj naprej najbolj primerni 0,25% rate hike. No, še en hiter update za vse kriptoinvestorje / kriptotraderje, karkoli vse. V glavnem, na zadnji Bitcoin analizi smo gledali BBWP proti Stochasticu in v bistvu signal je, da ko se BBWP expanda nad 10 percentilov, v bistvu lahko pričakujemo on average približno 35% premik v Bitcoinu. No, BBWP je trenutno expandan, tako da ko se bo closal tale candle, če bo BBWP še vedno extended, je v bistvu signal potrjen in takrat si lahko pomagamo s Stochasticom za v bistvu smer premika in Stochastic je trenutno obrnen na gor, tako da če vse ostane tako kot zdajle ali pa če se Bitcoin premakne še gor, do danes ob polnoči, ko se close today timeframe, v bistvu lahko pričakujemo okrog 35% premik na gor, tam v roku 2 do 3 tedne to povprečno vzame. Tako da, ja, za tiste, ki pa ne tradate kriptota, pa bi ga radi začeli, imamo pa spodaj Bybit link, poglejte, lahko dobite do $5000 bonusa, ko se sign upate, no, tako da poglejte link in description. Tako da ja, to je bilo v bistvu to, en res quick update. Če se spomnimo malo na JP Morgan report, ki sem ga omenil v včerajšnjem videu, lahko glede na to, da smo direkt hitali expectationse, pričakujemo danes 1,5 do 2% premik v S&P 500 na gor. To pričakujejo vsaj pri JP Morganu. In ja, meni se je zdel ta CPI report kar dober in to je bilo to za ta video, no, pa se vidimo v naslednjem.